Kozlovska sodba v Višnji Gori. Naj vam povem, kako je prišlo do slavne tožbe zaradi Lukeža Drnulje in vrta Andraža Slanoresca. Bilo je v starih časih v Višnji Gori, to je tam, kjer raste tista znamenita češnja, za katero še vedno ne vedo, ali ima rdeče ali rumene češnje, ker otroci vedno že zelene pojedo. Lukež Drnulja je imel hišo sredi mesta. Hiša ni bila velika, bila pa je gostoljubna, saj so bila vrata podnevi in ponoči odprta. Če je kakšen pes pritekal mimo, je rad stopil v vežo, dvignil nogo in kaj spustil. Lukež Drnulja se ni nič menil za to. Kozel pa je bil privezan v veži. Kozlu so psi nagajali in glasno lajali, pa so pritekli še otroci iz vasi in metali kamne v ubogega kozla. Nekega dne je kozlu uspelo strgati vrv in pobegnil je pred psi in otroki. Usedel se je za kupom skal in premišljeval, kaj naj naredi. Ravno je to premišljeval, ko je zagledal zeleni vrt mestnega svetovalca Andraža Slanoresca. Andraž Slanorezec je bil debel, majhen mož. Rad je jedel čebulo in slanino. Bil je star že 50 let in imel je lepo mlado ženo. Lukež Drnulja je bil nočni čuvaj. Nekaj noči je opazil, da k Andraževi ženi nekdo leze skozi okno. To se mu je zdelo zelo narobe, zato je naslednje jutro to povedal celi vasi. Andraž Slanorezec je rekel, da se Lukež laže. Od takrat naprej je samo čakal, kdaj se mu bo maščeval. Pa se vrnimo k kozlu Liscu. Ko je gledal zeleni vrt, je razmišljal, kako bi prišel do zelja, solate, detelje in druge zelenjave. Pokimal je z glavo in se odpravil proti vrtu. Toda vrt je bil okrog in okrog ograjen z leseno ograjo. Poskušal je priti noter na vse načine, a se ni dalo. Dvignil se je s prednjimi nogami na ograjo in občudoval zelenjavo. Prav takrat je prišel na vrt gospod Andraž Slanorezec. Zagledal je Drnuljevega kozla in takoj ugotovil, kaj kozel namerava. Vzel je palico in hotel je pobiti ubogega kozla. Kozel je bil navajen dobrih ljudi in si je mislil, da mi bo vrata na vrt odprl, in je prijazno meketal. Na srečo je ravno takrat pritekal mimo Lukež Drnulja, ki je iskal svojega kozla. Prosil je Slanoresca, ne pretepajte mojega kozla, nič hudega ne misli. Slanorezec je bil jezen, rekel je, ti in tvoj hudobni kozel, tožil te bom na mestnem sodišču. In tako se je zgodilo. Čez 6 dni in 6 noči se je začela velika kozlovska sodba. Na sodišču so se zbrali vsi mestni veljaki, župan Višnje Gore in sodnik Pavle Zaropotaj. Prišlo je tudi veliko prebivalcev Višnje Gore, da bi slišali, kako se bo odločilo sodišče. Sodnik Zaropotaj je začel govor. Zakaj smo se tukaj zbrali? Da bi slišali, kakšna je pravica. Ta hudobna in požrešna kozja zver je hotela Andražu Slanorescu vse zelje, vso peso, korenje, česen in čebulo pojesti, potrgati in pomendrati. In Lukež Drnulja, njegov lastnik, ni skrbel za svojega kozla. Mi smo pravični. Bog pravi, da smo enako krivi, če hočemo nekomu buče ali zelje pojesti, kot če bi jih res pojedli. Drnuljev kozel je čez ograjo gledal
in hotel pojesti zelje, zato ga obsodimo na smrt. In ljudje so zavpili: obesimo ga! In je nadaljeval sodnik: Lukež Drnulja ni nič kriv, ni ga bilo doma. On je dober nočni čuvaj, zato mu dajmo samo 5 udarcev s palico po podplatih, pa nič več. In ljudje so zavpili: 5 palic! Sedaj se dvigne gospod Žužnjalj in reče: Lukež Drnulja ni nič boljši kot njegov kozel. Ubijmo ga, da bo drugič bolje kozla privezal in kozel ne bo škode delal. Pa se oglasi Gobezel: kakšne so te besede? Bodimo pošteni in milostni. Odpustimo Lukežu Drnulji smrt in tudi tistih 5 palic po podplatu. Tudi kozlu oprostimo. Kozel je neumen in ne ve, kaj je prav in kaj narobe. Če bomo usmiljeni, bo Bog vesel, da je ustvaril Višnjo goro. Vse višnjanke in otroci so začeli jokati, tako lep govor je bil to. Višnjani so se sedaj razdelili v 2 skupini. Eni so bili za milost, drugi za kozlovo smrt. Sodnik Zaropotaj je predlagal: kaj če bi kozla Lisca pretipali in preiskali, ali ima pamet ali je nima? S tem predlogom so se vsi strinjali. Lukež Drnulja je šel domov po svojega kozla. Privezal ga je na vrv in mu govoril: zdaj bi bilo dobro, da bi se delal tako neumnega, kot si bil neumen takrat, ko si zelje gledal. Kozel ni nič odgovoril. Ko sta prišla pred sodnike, se je kozel legel in se z nogo popraskal za vratom. Gobezel je rekel: kozel je neumen, nič se ne boji. Ni neumen, vpijejo nasprotniki. In ravno takrat kozel odmaje z glavo. Ali ste videli, kričijo nasprotniki. Lukež Drnulja je bil jezen na kozla, ker se je tako slabo obnašal. Dvignil je palico, da ga bo udaril, kozel pa se je ustrašil in zdirjal čez trg nazaj domov. Na trg je prišel tudi priznani berač in vedeževalec Flere Krivostegno. Znal je tako čarati, da so zdravi zboleli in bolni umirali. Neka ženska je predlagala: Flere naj sodi za vso Višnjo goro. In res se je usedel na sodnikov stol in povprašal, kaj se dogaja. Potem je naslonil svojo dolgo brado na palico in razmišljal. Nazadnje je spregovoril: dragi višnjanje, to je težko soditi. Prekršek je bil storjen in ni bil storjen. Če bi kozel zelje požrl, bi ga pretepli in Andraž Slamorezec zelja ne bi imel. Zdaj pa kozel ni zelja pojedel in Slamorezec nima škode. Ampak kozel je hotel zelje pojesti. To je težko soditi. Bilo je že poldne, ko se je Flere domislil in takole razsodil: ker se kozel ni zeljem mastil, pa bi se rad, in ker je čez ograjo gledal, pa čez ograjo ni mogel skočiti, naj bo tepen po svoji senci z 9 udarci. Njegov gospodar Drnulja pa naj ta tepež z zavezanimi očmi gleda, ker je kozla slabo privezal. In zato, ker mu je kozel ušel, bomo pol ure s palico zamahovali nad njim. Bravo, so vzklikali ljudje. 3-krat je še sonce vzšlo nad Višnjo goro. 4. dan so odpeljali Lukeža Drnulja
in njegovega kozla na hrib, kjer so stale vislice. Tam je bil kozel, po senci tepen. Drnulje je to gledal z zavezanimi očmi in s palico so nad njim zamahovali.